Pozdravljeni, z vami sem Minka in danes sprobavam novo kamero. No, to je prva zadeva. Druga zadeva pa, ja, tole sem zdaj prav dobro zrihtala. Takole. V glavnem, dejstvo je, da sem razmišljala, danes, ko sem šla na sprehod, sem razmišljala, kako v življenju imamo daljša obdobja, recimo zime, in se še bolj trudimo, kar posejemo, ne zraste in se ne premaknemo naprej. In če je v vašem življenju že dalj časa obdobje zime, da enostavno ni nobenega napredka, morate iti, vsi moramo iti v korenine in pogledati, kaj je tisto, kjer meni odteka, kjer gre moja življenjska moč stran, da se ne zgenerira nova energija in pride do nove rasti. In največkrat je zadej ali krivda, se pravi, energija nam vedno odteka skozi čustva, ki vibrirajo na zelo nizkih vibracijah. Se pravi, na teh nizkih vibracijah vibrira strah, sram, sovraštvo, krivda, zamera. Se pravi, to so čustva, ki imajo najnižjo frekvenco. Mi pa, če se želimo premakniti naprej in iti v novo rast, v pomlad, v napredek, v radost, mi potrebujemo druga čustva. Potrebujemo čustva hvaležnosti, čustva, predvsem te prav radosti. Radosti, ki reče, wow, super, pa to se dogaja in tako naprej. Se pravi, kako iz teh nizkofrekvenčnih čustev iti v čustva, ki ti pomenijo, ki ti dajejo novo rast. Se pravi, prva stvar, naredimo bilanco. Pogledamo, kje smo in v katerem odnosu nam odteka energija skozi krivdo ali skozi zamero. To je prva stvar. Pač definiraš, kje si. Bilanco narediš. Pač tukaj sem, kaj občutim do določenih ljudi. Glejte, jaz sama vem, ko sem za sebe leta nazaj, in to je bilo, glejte, moja Pija je zdaj stara 22 let, bo 23 let stara. Se pravi, 23 let nazaj, to je bilo leta 2002, jaz sedim z dojenčkom v naročju, berem knjigo od Louise Hay, Moč je v tebi, in notri piše, da pogledaš odnose, ki so najbolj intenzivni in dejansko se vprašaš, kaj občutim do teh ljudi. In ko jaz tako razmišljam, kaj občutim do svakinje, ker pač nimava neke povezave, nisva imeli neko povezavo, pač z njo se ni dal. Pa, lejte, zmerom mi rečemo, drugi je kriv. In gre skozi mene, forsi. Tega sem se ustrašila, bilo tako, ne, jaz nisem nikomor fovš, jaz sem dober človek, ne, jaz pa, da bi imela vse, kaj je slovenska beseda za fovšarijo? Nevoščljivost, a ne? Če bi bila jaz nevoščljiva, tako, jaz sem nevoščljiva, ne, ampak pa mi pa reče doroben glasek, ja, pač nevoščljiva si, ker ima lepši partnerski odnos od tebe. Pomislite. Nekdo ima mogoče več kot vi, nekdo mogoče zgleda boljš kot vi, nekdo je videti bolj uspešen kot vi. A veste, ta fovšarija, jaz mislim, da vsak ima nekaj od tega mogoče za predelati. No, vsak. Pač imamo v sebi določene stvari, ki jih imamo za predelati. In druga stvar, kar sem sebe spraševala, kaj občutim do mojega takrat moža. In gre skozi mene, sovražim ga. Jaz sem se ustrašila tega. Pač ne, jaz sem dober človek, jaz nikogar ne sovražim. No in to je tisto, jaz vem zdaj, zakaj je bilo povezava ta sovraštvo, je bil povezan s preteklimi življenji in tako naprej. Zdaj vse razumem, ampak kako zdaj iz tega iti, da najprej odpustiš sebi, kar imaš določena čustva, in da odpustiš drugim, kakorkoli, očitno je bila neka energija, ki je bila za sčistiti. No in to je pa zdaj umetnost, ne? Ker tam noter nam odteka energija, življenjska energija, in če nam odteka življenjska energija, ne zmoremo zgenerirati dovolj nove energije za novo rast, za razcvet. No, zdaj pa pojmo pogledati, kako odpustiti. Kako odpustiti sebi, sem pisala v knjigi, ko imajo duše žur.
In sem pisala o tem, da narediš meditacijo za odpuščanje. In lejte, zadnjič sem v okviru moje šole brala tole pesem, Zbudi se. To je sindrom Marije Magdalene. Nisi vedela, nisi znala, nisi še zmogla. Rodila si se še ena baba. Želeli so si fanta. In to je lahko zamera do tvojih staršev, pa sploh ne veš, od kje imaš to zamero vsem noter, ampak samo imaš občutek, da ne pašeš v to družino in da je nekaj narobe. Ja, mogoče samo to, da so si želeli fanta, pristala si pa pač punčka in kva pa zdaj s tem delata, ne? In mogoče so te celo vzgajali kot fanta. No in potem naprej. Meditacija za odpuščanje sebe. Jaz, to vi delate potem. Jaz pozdravljam dušo v sebi. Prepoznavam, da sem jaz duša, ki sem na potovanju skozi to življenje. Zavedam se, to je na strani 66, da delamo vsi najboljše, kar zmoremo. Odpuščam sebi, kar sem v danem trenutku delala, kar sem najbolj znala. Odpuščam si za vsa dejanja, ki so ranile mene in druge. Odpuščam si na vseh ravnih in se osvobajam. In tako naprej. To je meditacija za odpuščanje sebi na strani 66. To je zdaj ena stvar, odpustiti sebe. Včasih, a veste to, da ženske, ki naredijo splav, raziskave so pokazale, da 10 od 10 žensk, 8 žensk, se pravi 80% žensk, ki so naredile splav, na nek način želijo občutek krivde potlačiti in ga nadomestiti ali pa ubiti z nečim in se poveča zloraba alkohola in tudi drugih zasvojenosti, tudi zasvojenost z stravo. Kaj je to? No, v glavnem, pač zloraba drog. V vsakem primeru alkoholizem se poveča med ženskami, ki so naredile splav. Kako odpustiti sebe? Pač v danem trenutku si delala najboljš, kar si znala, kar si zmogla, in zdaj v tem trenutku bi naredila drugače, pač takrat nisi zmogla, pa je naprej. No, zdaj pa druga zadeva. Kako odpustiti ljudem, ki so te ranili? To je pa iz knjige, Ko ima življenje žur, meditacija za odpuščanje, ki jo najdete na strani 336. No in zdaj, če gledamo to meditacijo. Vi lahko to večkrat ponovite in za različne ljudi. Glejte, jaz prepoznavam dušo v tebi, jaz pozdravljam dušo v tebi. Oba sva otroka stvarnika, oba sva na zemljo prišla predelovati lekcije. Oproščam ti na vseh ravnih in te spuščam. Sproščam se svojo jezo, zamero in razočaranje do tebe. In tako naprej. In prosim, odpusti tudi ti meni. Pač kakorkoli. Tukaj v življenju, če smo v odnosu, kjer sta dva prosta radikala. Če ste že prebrali knjigo Brucea Liptona, kako je že Učinek medenih tednov, on govori o tem, da ko sta dva ranjena v odnosu, se obnašata tako kot prosta radikala, pač plešeta, ne? In če želimo lepe partnerske odnose, je pomembno, da prečistimo sebe tako močno, da postanemo žareči žlahtni plin, ki ne potrebuje drugega, da se opoteka, in ko sta dva žlahtna plina, še bolj žarita in sta še bolj srečna in tako naprej. In v to jaz iskreno verjamem. Verjamem v to, da ko človek dela na osebni rasti, se povezuje z enako frekvenčnimi ljudmi. No, in da vam povem, tisto, kar zdaj delam v okviru moje skupine. V okviru moje skupine, to je neverjetna energija in delamo predavanja in širimo dobre vibracije. In to ni, da v moji skupini, da samo prodajamo vitamine, ampak razlagamo osebni rasti, delamo meditacije, pomagam ljudem narediti korak naprej, pomagam, da oni postajajo vedno boljši, pač kot skupina imamo neverjetno rast, neverjetno energijo povezovanja, spoštovanja in vsi delamo na sebi, to je prva zadeva, vsi delamo na sebi, vsi postajamo pač žlahtni plini in veliko teh žlahtnih plinov še bolj žari, drugače ne more biti. In gre se za
proslavljanje človekovih dobrih lastnosti, ne pa kazanje na to, kje ima nekdo šibkost. Vsi imamo šibkosti. Vsi. Pač vse smo na zemlji. In če bi bili že tako sveti, pač ne bi bili na zemlji. Vsi se učimo, pač predelujemo lekcije, predelujemo, ne vem, mogoče se postaviti v svojo moč, mogoče zgenerirati svojo moč, da začne se nova rast v tvojem življenju. Mogoče se učite v tem življenju postaviti meje, pa reči komu ne, pa dovolj. Mogoče se učite postaviti svojo vrednost ali pa določiti svojo vrednost. Ali pa mogoče priznati sebi, koliko ste vredni in koliko ste lepi in kako ste krasni. V okviru mojega tečaja, ki ga imam zdaj v torkih, sem jim zdaj dala eno tako krasno nalogo, da vsakič, ko grejo dame mimo ogledala, same sebi rečejo, bejba, lepa si. Pač lepa si. Ker lejte, če tega mi sami sebi ne znamo reči, da smo v redu, da smo lepi, da smo krasni, kako bomo zgenerirali novo moč, da začnemo žareti, da nekdo drug potem opazi to lepoto v nas. Pač je nemogoč. Če že mi sami damo sebi toliko negativnih stavkov, da kaj ni v redu, kako ni v redu, kako lahko pričakujemo, da nam bo svet vračal vse dobro? Pač je nemogoč. Gre se za to, da pač mi v sebi vzbudimo ljubezen, to je vedno ljubezen do sebe, vedno je povezan s tem, kako vidim sebe, kako sem spoštljiva do sebe, kako znam poskrbeti za svoje potrebe in kako sebe postavim na katero mesto. In ena stvar, recimo v mojem življenju, je bila ena taka velika sprememba postavljanja sebe na prvo mesto, ko sem zjutraj začela telovaditi. Delam tibetanske vaje. In to pomeni, to je nekaj, kar jaz zjutraj naredim za sebe. Zakaj? Zato, ker se imam rada, ker moje telo to potrebuje. To, da greš na sprehod, to, da si vzameš čas brez vsega, je ljubezen, ki enostavno, ko imaš več ljubezni do sebe, se generira tvoja moč in to je tista generacija nove moči, da lahko pride do nove pomladi. Dajte razmisliti, v katerem obdobju ste ta trenutek. Ste v obdobju zime in nič ne uspeva in so same težave. Dajte se ustaviti in pomislite, kaj vas življenje uči in kaj bi bilo treba spremeniti, da začnete generirati notranjo moč. Mogoče je čas, da se naučite neko novo veščino, mogoče je čas, da pač nekoga date malo na stranski tir, ker ti kar naprej oteka energija, mogoče je čas za neko spremembo, ne vem. Pač kam ti oteka vsa energija in tam bi bilo treba narediti neko spremembo. Naslednja stvar, lahko ste v obdobju jeseni, kjer pobirate pridelke, wow, kako sem dobra, kako mi gre. Ampak če pozabimo v obdobju jeseni, razmisliti, bilanco narediti in pogledati, kje dejansko smo in če bomo samo terali za naprej, brez da poskrbimo za svojo življenjsko energijo, enkrat telo reče ne, ne morem več. Ste v obdobju poletja, ko sicer vse raste, zalivate, super. Če ste pa v obdobju pomladi, nove rasti, samo tako naprej. Pač govorim ta video najbolj za tiste, ki ste v obdobju pač zime, ko nič ne gre, ko vidiš, da nekaj bo treba spremeniti. Pejte pogledati najprej zamero do sebe, krivdo, lahko z mišičnim testom preverite, sovraštvo, jeza, sram, strah. Pač preverite, kaj imate za predelati, mogoče vzemite v roke knjigo, ko imajo čakre žur. Včeraj sem z enim gospodom govorila, je rekel, da že par mesecev ima tako hernijo, da se komaj premika. In sem rekla, pač korenska čakra in zapisi preteklih življenj. Pejte počistiti vse, lejte, v duši nosim potrebo po zadolževanju, v duši nosim potrebo po pomanjkanju, v duši nosim potrebo po bolečini, v duši nosim program, da je samomor rešitev. To je vse korenska čakra. Mogoče se pa na nek način želite ubiti. Preverite z mišičnim testom, začnite delati meditacijo, zdravilno molitev dekodiranja,
naredite korake in na koncu, ne vem, sledite svoji radosti, ker to je pa kompas. Tam, kjer vas pelje radost, več radosti, to je kompas. Kompas, vaš notranji kompas, ki vam kaže, delaj tega več. To je tvoja pot, delaj tega več. In ja, radost je zmeraj ta prava zadeva in delaj tega več. Karkoli vas radosti, delajte tega več. Gremo še na eno pozitivno sporočilo s kart prehodu na novo dobo. Jaz imam pol še šolanje danes, tako da dajmo pogledati, kaj vam sporoča stvarstvo s kart prehodu na novo dobo za vse tiste, ki generirate svojo notranjo moč. Ker čutite, da bo treba nekaj narediti naprej. 3 sporočila za vse tiste, ki ste v obdobju zime, pa bi bil čas za napredek. Obilje, počitek, čistost. Po vrh so prišle takole, lejte. Prva je prišla karta čistost. Čas je, da se očistite vseh nezdravih misli, razvad in odnosov. Tam vam uteka energija. To je karta 28 in vam bom prebrala sporočilo. Pomembno je, vsak delček tvojega telesa je čist. Tvoje telo je svetišče. Z ljubeznijo ga hrani, oblači, skrbi za njega, se ga dotikaj. Vsa hrana, ki packa tvoje telo in vsi odnosi, ki packajo tvojo dušo, vse to naj odide. Posegaj po zdravi hrani in po zdravih odnosih. Niti treba sprosjačiti za ljubezen, ker ti si ljubezen. No, druga karta je prišla počitek. Čas je, da začneš skrbeti za sebe. Tvoje celice se polnijo zdravilno božjo svetlobo. Skozi tebe teče tok energije, ki te pomlajuje. Čas je, da se ustaviš in si napolniš baterije. Dovoljuj si, da si spočiješ. Niti treba zadovoljevati potreb drugih. Skok v morje, dihanje svežega zraka, vzpon na vrh planin in vrisk veselja, da živiš. Brez slabe vesti si lahko vzameš dan in se naspiš. Naj mladostna energija in zadovoljstvo napolnita tvojo dušo, ker tvoja duša je večno mlada. To je počitek in čas je za izobilje. Naravnana bodi na vibracijo izobilja. Izobilje lahko čutiš povsod. No in da vidimo to sporočilo. Tebi pripada izobilje vsega dobrega. Izobilje dobrih odnosov, izobilje ljubezni, izobilje na finančnem področju, izobilje zdravja. Ozdravljena si. Bodi odprta za nove ustvarjalne zamisli, ki bodo človeštvu koristile na številnih področjih. Dovoli, da si v obilju poplačana za svoje delo. Vse, kar potrebuješ, naj z lahkoto pride v tvoje življenje. Pač to je tako, odpreš vrata in rečeš, no zdaj je pa čas, naj pride to v moje življenje. Vem, da takrat je treba iti čez kakšno stvar, pač ta občutek nelagodja, ker se mogoče učiš neko novo veščino, ampak dovoli, da te pelje tvoja duša. In tudi takrat, ko te stisne strah in bi bilo bolj varno iti na kavč, prižgati nadaljevanko in obtičati tam, ne delati tega. Pelj naprej, ker če vidiš, da si že dolg časa na kavču, da ne greš naprej, da si nezadovoljna. Nared nekaj, ne vem, karkoli, kar boš pridobila neke nove veščine, če se boš nekaj novega naučila, če boš nekaj novega prebrala, nekaj nared drugače. Ker vemo, definicija norosti je delati eno in isto in pričakovati drugačne rezultate. Začni delati nekaj drugačnega in boš videla, da drugačni rezultati bodo prišli v tvoje življenje. In potem prosi, naj te tvoja duša vodi, naj ti tvoja duša pokaže, kje je zate pot, kjer se ti bo večala radost. Ta radostna energija bo prinesla pomladi in tako naprej. In vam povem nekaj, jaz zdaj, recimo, ko sem šla na sprehod, sem videla metuljčke, ki se igrajo. Pač pomlad se že čuti. V zraku je že pomlad. Pač, tudi če mogoče ta trenutek je zdaj še
mraz, ampak že prihaja nova energija. In dovolite, da se to tudi zgodi v vašem življenju, da pride nova energija, ker boste videli, kako zelo boste zadovoljni prav na podlagi tega, ker vaša duša želi za vas samo dobro in radost je vaš notranji kompas, ki kaže, kam je čas, da greste. Poslušajte svojo radost, boste vedno na pravi poti. Uživajte in smo na liniji. Posnamem video, ko bom imela naslednji navdih.